je mesec julij 2000, ko je dr. Andrej Bajuk se odločil, da je skupno stranko SLS SKD zapustil. Takrat je oznanil, da bo ustanovil novo stranko. Še isti dan sem srečala Robija Ilca, ki mi je povedal, da že deluje iniciativni odbor za neko novo stranko in povedal, v katerih prostorih delujejo. Ne da bi me kdorkoli povabil, sem se sama odločila, da bom spet začela pomagati in delati in ustvarjati novo stranko. Mnogi so nam rekli, da bo leta minila, preden bomo lahko karkoli ustanovili, mi pa smo jo v 10 dneh. Na noge smo spravili celo Slovenijo. Sam dan ustanovitve smo spravili skupaj skoraj 1000 ljudi. Meni je bilo predvsem to, ker sem bila sama v času komunističnega terorja zaprta v taborišču. Sem vedela, kaj pomeni to dostojanstvo človeka in kaj pomeni pomanjkanje človekovih pravic. Vedela sem, da to stranko lahko zanesem, da se lahko zanesem na njenega predsednika Andreja Bajuka, da bo to stranko vodil v pravo smer, da bomo nadaljevali demokracijo tam, kjer je bila prekinjena. In še preden je bila stranka ustanovljena, sem že sklicala srečanje ženske zveze. Njena ustanovitev bi morala biti še v istem letu, vendar smo jo odložili, da smo dali prednost mladim. Smo lahko v tem času, ki smo ga imeli na razpolago, pomagali stranki, da se je okrepila in ustanovila. Na Novo Slovenijo pa lahko se zanesem in vem, da se pravilno odloča, da pravilno dela in da je njena politika združevalna politika in da je njena politika imeti v Sloveniji demokracijo tako, kot smo jo imeli pred letom 1945. Želim, da bi stranka obstala, da bi njeni voditelji delovali kot politiki, kot pravi politiki. Ker pravi politik ne pozna zamer, ne sme poznati zamer, saj ne v javnem. Delovati mora pokončno, brezkompromisno. Njihovo delo mora biti delo v dobro človeka. Nisem ponosna, da sem članica te stranke.